vedno je lahko odgovor ljubezen. Zdaj sem tako začela, otvoritveno besedo sem dala ljubezen, ampak danes bomo govorili o nečem drugem. Danes sta z mano tukaj dva gasilca, poklicne gasilske enote Celje. Z mano je direktor poveljnik gospod Žnidarko, Boris, pozdravljen, dobro jutro. Ja, pozdravljeni. In z mano je tudi Klemen, njegov namestnik, Klemen Kotnik, pozdravljen tudi ti. Dobro jutro. Mi se že tukaj cajta nismo videli, da sem vaju kar mal pogrešala. Ja, Mija tudi. Ja, kje sta se zgubila? Kaj je novega? Dajte mal povedati. Ja, mi smo še vedno na Dečkovi cesti, tako da kdorkoli nas pogreša, ve, kje nas najde. Drugače pa v tem času, nazadnje, ko smo se videli, je bilo kar veliko aktivnosti. 70 let ste praznovali, ne? Ja, meseca junija je bila ta obletnica, ki smo skupaj z Gasilsko zvezo Celje jo praznovali. Potem zaključku smo pa tudi zdaj mesecu septembru v City centru imeli skupaj z Gasilsko zvezo eno tako tedensko predstavitev naše tehnike, našega delovanja. Zadevo smo približali tudi otrokom, enim gasilskim poligonom. Tako da vse te aktivnosti pa tudi nadaljujemo v mesecu oktobru. Vse mesec oktober je mesec požarne varnosti in je prav, da smo tudi gasilci aktivni. In to pomeni, da je Boris za mene že pripravil en test požarne varnosti, ker letošnja tema meseca požarne varnosti je Evakuacijska pot. Tako je. Jaz sam vem, da bo niti po štengih dol, ker lift mi bojo zaprli. Ta pravi test, če bi ti ga pripravil, bi bil tak, da bi ti oči zavezali, pa bi mogla najti v temi evakuacijsko pot. Malo heca. No, to bomo danes preskočili. Ali bi probali danes? V glavnem, dragi poslušalci, lahko probamo, nič ne obljubim, sam jaz moram še cela biti pol. Ja, seveda, evakuacijska pot mora biti predvsem varna, ne? No, ok, bomo danes tudi to probali, bom jaz vzela eno za vse. Ampak vidva ne samo to, da je poklicna gasilska enota praznovala 70 let, ker precej novosti je bilo v letošnjem letu. Klemen, kaj vse ste vi na poklicni gasilski enoti Celje pridobili letos? Ja, precej novosti. Zdaj v začetku leta smo pridobili novo gasilsko avtolestev. Potem glih na dan praznovanja 20. junija smo pridobili novo vozilo za reševanje na težkem terenu in za gašenje gozdnih požarov. Gre za vozilo tako imenovan UTV z moduli. En modul v bistvu je namenjen, tako kot sem že omenil, gašenju požarov v naravi. Ta drugi modul pa predvsem za pomoč reševalcem oziroma vkolikor so ponesrečenci na težko dostopnem terenu, lažje dostopamo do ponesrečenca in ga seveda pripeljamo do reševalnega vozila. Tako da to je bila ena novost oziroma več njih v mesecu juniju, sedaj pa v tem mesecu oziroma v mesecu oktobru pa smo prevzeli novo gasilsko vozilo enote, katero bo služilo za usposabljanja, za servisne dejavnosti, za razne aktivnosti. Tako da danes začnemo z objavami oziroma tako da ne bi preveč razkrival, da gre to lepo počasi, tako kot imamo v planu. Ampak v planu je tudi, da imate dan odprtih vrat oziroma gasilski dan z junaki. Tako. In verjetno bo te stvari vse možno tam videti. Seveda. Zdaj pa na hiter, kdaj je tale gasilski dan? Ta teden v petek se odpre. Čez 2 dni? Ja, točno tako. Čez 48 ur dobrih 48 ur bo otvoritev od 9. ure naprej pa do 14. na naši lokaciji na Dečkovi cesti 36. Bomo imeli več tematik za vse starostne skupine. Tako da bomo imeli točke od gasilskega ziplina, določene točke, ki bodo identične lanskim, bomo imeli gasilski zipline, potem tekmovanje z gasilskimi vozili. Prikazali bomo pomen reševalnega pasu, predstavitev gasilskih vozil, to je v osnovi tudi vsakoletna točka. In tehnike. Imeli bomo točko temeljnih postopkov oživljanja. Potem bomo imeli tudi gašenje začetnih požarov. Letos imamo 2 novosti, gasilski kino in fotokotiček.
Gasilski kino, kako pa izgleda gasilski kino? Ja, zdaj najboljš boš videla, Da kako pridem izgleda tja, ne? gasilski kino, da prideš pogledat. Ja. Se pravi, v petek od 9. do 14. ure. Tako je. Odprto za vse, je kakšna vstopnina? Ne, vstopnina je dobra volja. Okay. To je Se pravi, edino. v petek pridemo k vam z dobro voljo in v bistvu spoznamo tudi delo gasilcev in seveda bomo videli tudi vsa vaša nova vozila. To je ponavadi tista ta najbolj svetla točka, ker sej veš, ko vidimo na cesti lučke, smo vsi fascinirani, ne? Gasilci grejo. Zdaj si bomo pa lahko dejansko od bližje pogledali in tudi pržgali malo sireno. Malja, Čist malo. predvsem otroci, zdaj pa odvisno, če si v tem rangu, Visoka če sem, se počutiš, kot je pol bo že mogoče šlo skozi. visoka sem gledala. Drugače pa ja, tehnika bo, vozila bojo pa tudi junaki. Ne? Se Okej. pravi, gasilci, kateri bojo predstavljali svoj poklic in pa stvari oziroma, ki jih izvajajo za pomoč ostalim. Dobro, naredimo kratko pauzico in potem seveda nadaljujemo še z več podrobnostmi. Zdaj pa dajmo malo Madone in Into the Groove. Pa smo nazaj, Šuši, sem z vami na Radio Fantasy, z mano pa sta v studiu tudi poklicna gasilca, poklicne gasilske enote Celje, direktor poveljnik Božidar Boris Darko in pa njegov namestnik Klemen Kotnik. Pozdravljena oba še enkrat. Zdrav, dobro jutro. Lepo zdrav. Oprosti, ker sem te skoraj preimenovala, ampak vse tudi Božidar je lepo ime. Ja, božji dar, božji mir. Ja, glej, to je to. To je to. Mama sicer verjetno ne bi bila vesela, ampak v redu. Zdaj, fanta sta prišla zato, ker iščeta tudi nove poklicne gasilce in baje sem primerna kandidatka za v službo k vam. Pa pogledamo njihove izraze na obrazu. Ja. Dejansko je lahko vsak se prijavi na razpis. Glede primernosti, kriterijev, ravno v tem času poteka postopek izbire kandidatov. Ker sem videla namreč razpis, da iščete poklicne gasilce. Ja, radi bi temu rekel, pomladili naše vrste, tako se temu reče, ne? In potem iščemo nove primerne kandidate, ki morajo izpolnjevati kar visokim kriterijem. Poleg teh splošnih 5. stopnje izobrazbe, da ni v kazenskem postopku, da je bil priden, da ni kakih lumparij počel, da je seveda polnoleten. To so ti osnovni kriteriji. Ja, potem pa pridejo ti, ki so povezani z psihofizično močjo. Ravno to sem hotela vprašati. Kaj čaka poklicne gasilce, recimo? Čaka kak test? Ja, pred samim izbirnim postopkom oziroma razgovorom morajo opraviti psihofizično testiranje. To je tek na 2400 metrov. Minimalno je, da je pod 11 minut dosežena norma. Potem so pa vaje za moč, to pomeni trebušnjaki, skleci, počepi z utežjo 30 kg. V naši enoti še imamo, bi temu rekel, eno dodatno specifiko, je plezanje po vrvi in pa tudi plavalne lastnosti oziroma sposobnosti. Tako da mislim, da si primerna kandidatka. Ne? Za testiranje. Veš kaj, papir prenese vse, ne? Fizična zmogljivost pa, jaz znam sam dobro z jezikom opletati. Tu sem dobra, pri trebušnjakih sem slaba. Imamo tudi to delovno mesto. Ja? V dispečerskem centru potrebujemo osebo, ki je zelo komunikativna, zna ljudi v stiski voditi in mislim, da bi to bilo. Dobro, zato ta drugo ljudi v stiski voditi še ne vem, lahko pa probamo, evo. Ampak, se pravi, vsi tisti, ki morda iščete nove izzive, se lahko prijavite na razpis za poklicnega gasilca v PGE Celje. Imamo razpis objavljen na kakšni spletni strani? Ja, moram žal povedati, da razpis je že zaključen. Je že zaključen, tako da več sreče prihodnjič. Dobro, sej ne bom rekla, mogoče pa spet kmalu, ampak nikoli se ne ve. Tako da boste v pripravljenosti tudi za razpis, kot so seveda pač poklicni gasilci v pripravljenosti za nas. In povedali smo, da imamo letos oziroma v času praznovanja 70. obletnice in tudi letos se je zgodilo kar precej novosti pri vas, tudi nove pridobitve. In dajmo zdaj malo mogoče še vseeno besedo vršiti na gasilski dan z junaki, ki se bo odvil ta petek. Čez 2 dni, čez 48 ur morate biti perajt, ker ob 9 se že začne zjutraj. Točno tako, naša tehnika, vozila in seveda gasilci, junaki bodo pripravljeni.
Imamo že kar nekaj skupin naročenih iz srednjih šol, osnovnih šol, tako da vsi ostali, kateri bi prišli v skupinah, priporočam, da nam to sporočijo, da jih obvestimo. Vsi ostali, kateri bodo pa spontano prišli, seveda so pa tudi vabljeni in jih bomo tudi ustrezno usmerili glede na starostno skupino. Da jaz bi mogoče sam tukaj omenil, če pogledamo na lansko leto, smo imeli nekje 500 obiskovalcev, kar je kar en lep zalogaj, predvsem iz stališča parkiranja in pa teh zadev, tako da usmerim mogoče vse obiskovalce, kateri imajo možnost priti peš ali pa s kolesom, so vabljeni oziroma parkirajo mogoče kje, da ne čist v bližini, da ne bi naš poligon oziroma intervencijske same poti zamašili. Dobrodošli vsi, zdaj letos načeloma že pričakujemo vsaj 300 najavljenih otrok oziroma skupin, tako da, ampak prostora še je. Ja, v naši neposredni bližini je avtobusno postajališče, tudi kolesce, tako da... Ni izgovorov, da Ni ne izgovora, pridemo. ja. Ni izgovora. Tudi dispečerski center je pripravljen, tako da boš prišla pogledat, da boš Super. videla, če bi bilo to Za mene? za tebe. Ja. Lej, nikoli se ne ve, sicer pa se da vse naučiti. Ne? Ampak kot smo že omenili, se bo pri vas na gasilskem dnevu z junaki dogajalo precej od otroškega ziplina. Tako, zdaj načeloma imamo načrtovanih 10 točk, se pravi od gasilskega ziplina, tekmovanje z gasilskimi vozili, zdaj to mogoče malo presenečenje. Okay. Koliko vozil bomo imeli, na kak način se bo tekmovalo, tako da bi pustili kot ena skrivnost. Sama predstavitev tehnike in komplet v bistvu voznega parka. Bomo imeli reševalni pas in poligon imamo pripravljen, da v bistvu nekako obiskovalce nagovorimo, kako v primeru nesreč, kako se umikajo, kako poteka ta reševalni pas, da lahko reševalna vozila prispejo do kraja nesreče najhitreje in najbolj varno. Se pravi, temeljne postopke oživljanja bomo malo ponovili, prikazali obiskovalcem gašenje začetnega požara, kako naj se ljudje lotijo oziroma kakšne postopke naj uporabijo tudi do prihoda samih gasilcev oziroma reševalnih služb. Pa dve novosti so gasilski kino. Kokice bodo? Kokice mogoče bodo. Aha, dobro, dala sem vam zdaj samo eno idejo. Kina ni brez kokic, sorry. Mislim, zdaj, če si kdo zraven prinese, definitivno. Ja, ampak dobra Mi ideja. spucali bomo že, ne? Res Dobro. dobra ideja. In pa fotokotiček Se pravi, slikali se bomo lahko v pravi gasilski opremi? tudi in pa z rekviziti, tako da bo to ostal en spomin na ta lep, čudovit dan, ki ga bomo pripravili za vse. Ja, odlično. Tako da, evo, dekleta, predvsem naša Sanja, ki posluša, fantje bodo v uniformah na poklicni gasilski enoti Celje tudi na ta dan, predvsem od 9. do 14. ure. Tako da, drage dame, lahko pridete si pogledati naše postavne fante, ki smo jih pa videli lani tudi na dobrodelnem koledarju. Od junakov za junake. Kaj pa letos ali koledar bo? Jabolko spora. Verjetno, da kje koledar bo, ampak mi nimamo v planu, da bi ga izdali, ker smo rekli, da je bil jubilejni in za jubilej smo se tudi potrudili, smo to naredili. Čez Za 10 let pa. Ja, čez 10 let bo pa spet jubilejni. Jubilejni. Bo pa mogoče malo drugačen. Ne? Ja, fanta, kaj ne rečem. Hvala, ker sta prišla. Pridita spet k malu, ne se ubirati tako dolg. Fotokotiček, vidim, da sta delno prinesla tudi k meni v studio in bomo zdaj naredili eno fotko skupaj. Seveda. Vsi poslušalci pa seveda vabljeni torej v petek od 9. do 14. ure, da se oglasite v poklicni gasilski enoti Celje na Dečkovi 36 in seveda spoznate naše gasilce, njihovo opremo, predvsem pa spustite sireno v gasilskem avtomobilu. Hvala vam za obisk in se vidimo v petek. Ja. Hvala tudi tebi. Z gasilskim Vidimo. pozdravom na pomoč. Na pomoč. Na pomoč!